Jelovca je bila včasih bogata z bukovimi gozdovi, danes je z lubaderca. V glavnem, pri nas se je na leto skuhali precej kof ogla. Najprej seveda bukova, potem jelša in tako naprej, oziroma na koncu smreka. Kuhali so ga pa kmetje iz vasi med Krofo pa Železniki. To so Podbrica, Nemile, Močile, Lajše pa tako naprej. Oni zdaj, ko nehajo kmetovati, v jesen postanejo rudarji pa oglarji. No in prej smo rekli, da večino tega ogla so v dolino pa ženske znosile, koš na rame, palce v roke. Je pa tako, ogle je bilo 2 do 3-krat dražje kot kovno železo, se pravi za nas kovače je predstavljal kar velik strošek in oglarji so bili tudi malo lumpi. Ogle so namočili, zato da je bilo težje. Potem se pa kroparji pritožijo cesarjem in Leopold reče takole, nič več ne bomo tako na kile, ampak na mere. In pol postane mera žirgar, to je taka lesena posoda, in potem se pač ogle prodaja na mero in stane toliko in toliko denarja in pač damo toliko in toliko denarja. Zdaj bomo šli naprej. Najprej imate 3 različne mehove. Podolgovati hruškasti mehovi se uporabljajo, dokler je vir energije noge. Torej človek, ko pride voda, meh postane okrogle oziroma 4 oblake oblike. V Kropi je bilo 27 različnih poklicev, edino, česar nimamo tudi danes, je kmet. Se pravi, hrane nismo predelovali, delali smo pa vse ostalo, se pravi, bil je župnik, bil je vikar, bil je doktor, neke vrste bila je babca, bil je učitelj, pa so bili pa peki mesari, kojači, se pravi, kmeta pa ni. In recimo, delali so se tudi mehovi, to je bila ena taka družina Zupan, potem so delali orgle in na koncu imate mengeš pa harmonika Zupan, iz tega je ven. Prostite, kaj pa je to?